Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo predelovali knjigo Ko ima življenje žur. Na strani 259 sem pisala o tem, kako prepoznamo samopodobo oziroma kje začeti pri zdravi samopodobi. In pri zdravi samopodobi je najprej pomembno, da ozavestimo, kaj me moti, ker samo na ta način lahko začnem zdravljenje. Če mene moti, ne vem, noge, trebuh, zobe, gube, inteligenca, ne samozavest, najprej moram napisati na eno stran, se pravi, da ozavestim, kaj mene moti pri meni. No, če ne znate pogruntati, kaj vas moti pri sebi, lahko pa pogledate najbližje ljudi in vse to, kar moti vas pri drugih ljudeh, je to, kar imate sami za predelati. Ker živimo v življenju, v svetu te dvojnosti ogledal. In najbolj enostavno je, da pogledate, kaj vas moti pri očetu in pri mami. In napište, moti me, kaj je vaš oče vedno delal, kritiziral, kaj nikdar ni naredil, mogoče disnil nikdar pohvaliti. To je vaša šola. Ampak ne, da boste druge hvalili, ampak začnite sebe hvaliti. Do sebe začnite sebi govoriti, to si pa naredila dobro. Ali pa, kaj nikdar ni znal, ali pa ravno tako za mamo, kaj mama nikdar ni znala in kaj je delala vedno. No, kaj je vedno delala? Mogoče opravljala druge ljudi, mogoče šimfala, mogoče je bila pa škodoželjna. No, če to opazite pri vaših starših, imate to vi za predelati, ker vsak lahko samo sebe izboljša, ne moš druga izboljšati. No in zdaj, če mi razmišljamo, kako zdaj sebe izboljšati. Moramo razumeti, da naši možgani, ki pač vplivajo na naš razvoj, se razvijajo že v maternici. Druga zadeva pa, dokazano je, da srce ima svoje možgane, ki so v povezavi, ki direktno pošiljajo sporočila v možgane. Kot da bi imelo srce svoj spekter zaznavanja, in to je zdaj dokazan, to je inštitut HeartMath v Ameriki dokazal, da naš ta senzor srca seže približno 1,5 m okrog nas in mi zaznamo tisto občutek, intuicija. Takoj v trenutku zaznamo človeka in kar pomislite, kolikokrat ste v trenutku zaznali človeka, ki ti nekaj reče, tukaj pa bod previden. In potem ne upoštevamo tega glasu in kaj se potem zgodi, na koncu nas tako šola ta človek. In na koncu rečemo, saj sem vedela, saj sem vedel. Ampak o tem majčkeno kasneje, o tej intuiciji, zdaj bi rada govorila tehnično o možganih. Človeški možgani se začnejo razvijati v maternici. In ženska, ki ima pomanjkanje omega 3, ki ima pomanjkanje B-vitaminov, se začne dogajati, da te povezave ne zmorejo v taki meri se razvijati, kot bi se sicer. Pomanjkanje C-vitamina in obteženost s težkimi kovinami privedejo do tega, če si vi predstavljate nove te sinapse, tako kot polžke, veste, ko se plazijo, ko imajo te tipalke, ki lepo raziskujejo. Kakor se teh tipalk dotakneš, se polžek pomakne nazaj. Si predstavljate? Ravno tako s temi novimi živčnimi signali. Mi, če imamo zadosto količino C-vitamina, se ti nove signali se povezujejo, temu se reče sinapse, in dejstvo je, da pri majhnem otroku se v eni sekundi razvije več milijonov novih sinaps. To je ogromno. In to je lahko zaradi pomanjkanja določenih hranilnih snovi pri mami, ki doji. Zato je tako pomembno, kako mama ve, da ji manjka omega 3 C-vitamina. Veste kako? Tiha vnetja na celični bazi. Ženska, ki jo vsi sklepi bolijo, ima pomanjkanje omega 3 in C-vitamina. Vam bom spodaj dala potem povezavo, da lahko poiščete, pač tega jaz uporabljam, pa boste sami presodili, kaj je za vas dobro. No, naslednja zadeva pa moramo razumeti tudi živali. Poglejte, žival, mi smo zdaj dobili majčkeno ovčko. In ta ovčka, glejte, v enem dnevu že teče, že skakla. Koliko časa potrebuje človeški mladiček, da skakla, da teče? 1,5 leta traja, da začne teči.
Se pravi, možgani pri ljudeh so veliko bolj zakomplicirani kot pa pri živalih. No in naslednja zadeva, kar je pa zdaj ta čustveni del, ker tehnični smo ga pogledali, ampak čustveni del je pa ključen pri razvoju možganov. Pri človeškem mladičku je ključnega pomena to, kako se počuti sprejetega, koliko je poskrbljeno za osnovne njegove potrebe, koliko ga popestovajo, veste to, da ga poujčkajo, da ga stisnejo, prav dotik, božanje je ključnega pomena za razvoj otrokovih možganov. Zdaj pa pomislite, kakšno je bilo vaše otroštvo? Se je samo delali, so bila čustva nekje na zadnjem mestu, je bil program v vaši družini, bod tih pa potrp, pa teraj dalje, bod zadovoljen, da je tako, kot je. In če ste imeli tak program, pomeni, da se v vaši družini niste ukvarjali s čustvi. In verjamem, da večji del od nas je zrasel na ta način, ker prav potlačena čustva pripeljejo do avtoimunih obolenj. In zdaj, če gledamo, recimo, prav ščitnica je povezana s tem, prav Hashimoto, da potlačiš čustva in enostavno ne govoriš o svojih čustvih. No in potem, ko bolj kot tlačiš ta občutek, ne smem spregovoriti, bolj sebe dušiš. Dobro, jaz verjamem še v to, da naša duša marsikaj s sabo privleče, ampak dejstvo je, da moramo razumeti sporočila našega telesa. Najprej tehnično, da ga nahranimo, druga zadeva pa potem čustveno. Kaj se je moja duša prišla v to življenje naučiti? No, in tisto, kar se je prišla naučiti, najlažje spoznamo s tem, ko opazujemo ljudi okrog sebe. Aha, pri tem me moti. Sodelavka je preračunljiva. Aha, čakaj, a sem mogoče jaz taka? Aha, ta je pa zahrbten. Kaj pa, če sem jaz taka? Vedno se vprašam, vse to, kar pri drugih opazim, to sem jaz. No, zdaj pa naslednja stvar. Kaj lahko še naredite? Ko sem rekla, da napišete na eno stran, lejte, to imate tukaj napisano v knjigi Ko ima življenje žur, na drugo stran napišete lahko pozitivne trditve. In recimo, če me moti moje slabo zdravje, si začnete ponavljati. Moje zdrave celice so vsak dan bolj močne. Dovoljujem si občutiti radost in strast do življenja. No in dajmo zdaj par besed o tej radosti in strasti. Prav radost in strast sta tisti dve čustvi, ki napajata cel hormonski sistem. Brez radosti, brez strasti začnete ugašati. In glede na to, da hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. Se pravi, če jaz potlačim vso mojo strast, na koncu ženske, moški, če mislite, da morate kontrolirati recimo spolnost, da se ne morate sprostiti, kje je tukaj strast? Ne? Tukaj je ena stvar, ustvarjalna energija, dovolj si čutiti. Ali pa recimo tisti, ki greste plesati. No zdaj, karantena, plešeš lahko sam s sabo, pa si rečeš, jaz ne znam plesati. Pomislite na majhnega otroka. Pomislite, a majhni otroci znajo plesati. Sliš glasbo, pa pleše. Pa pleše. Pa pleše. Ker ne zna plesati, pleše. In potem ta kontrola, moram kontrolirati, ne znam in nisem dovolj dober, se šele kasneje v otroštvu nekje naloži, da moraš biti dovolj dober, da lahko dobro plešeš. Glejte, ritem imamo vsi. In zadnjič sem z enim gospodom govorila in v glavnem je rekel nekaj o partnerskem odnosu, sem rekla, daj bod razigran v vajnem partnerskem odnosu, kdaj si ta zadnjič ženo prijel za rit? Še polnite tovariši. A veste, če je to že toliko daleč, še polnite tovariši, pa ni čudenega, da zakon umira. Naredite kdaj kakšno stvar, kar veča vašo otroško energijo. Kakšno stvar, da se lahko sami sebi nasmejete. In zdaj še ena stvar, kar je pomembna. Ko začnete zdraviti svojo dušo, in zdaj je čas zdravljenja naše duše, dajte zmetati to stran, nehajte držati vse to v sebi. Pejte k vodi, dajte se usesti k vodi in zmečite vanjo
kamenje, dajte nekaj stran od sebe, dajte napisati, dajte se žgati. Naredite nekaj, da te čustvene bolečine grejo stran od vas, ker na ta način boste osvobodili svojo dušo. Ker vaša duša, ki je ujeta noter, ki se želi izraziti, kliče potem, da nekaj drugače naredite. Dajte, zdaj pa samo, da še kakšno sporočilo za vas, da le vzamem prehod v novo dobo. In glejte, jaz sem prepričana v to, da vsak izmed nas je na svojem potovanju. Telo je res zemljevid, te špika pri srcu. Aha, tehnično, manjka ti magnezija, ampak ščipate pri srcu zaradi tega, ker mogoče ne slišiš svojih čustev, mogoče jih ne želiš slišati, mogoče imaš program, da moraš biti pridna punčka ali pa priden fantek, ali pa ja, deci pa ja ne jokajo, kakšen dec pa si. Ampak glih tako imaš čustva. In če ne izražiš svojih čustev, zboliš. Zato je tako pomembno začeti izražati to, kar čutiš. Zdaj pa kako zdravo izražamo svoja čustva. Ne čakati, da eksplodiraš, pa potem na vse kažeš s prstom, pa ti si meni to, pa nisi tega naredil. Ampak v tej situaciji jaz občutim, no kaj? Jaz občutim, no, in tukaj zdaj ta prva karta je prišla, angeli so tu, poslani so me, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in mi pomagajo. In dovoljujem, da se vedno povezujem s pravimi ljudmi, ker ljudje, ki so meni poslani v moje življenje, mi kažejo ogledalo, koliko sem se že naučila. In če pride do česa, lejte, da mi zavibrira, čakaj, jaz tukaj občutim. Aha, ker izražanje čustev vodi do tega, da sem bolj v stiku sama s sabo in da bom vse svoje hormone v red spravila. Izražanje svojih čustev vodi do tega, da ne potrebujem bolezni, da me spravi čez rob, zato ker se bom prej ustavila. In predvsem takrat, ko ste v največji norišnici, dajte takrat se ustaviti. Enkrat leta nazaj se mi je zgodilo, da je bilo, joj, moram, in sem res hitela. In kaj se je zgodilo? Imela sem nekaj metrov stran, tam, kjer sem živela, karambol, ker me je pol življenje ustavilo. In enkrat drugič, ker sem hitela, me je ustavil radar in sem plačala kar precejšno kazen. Tako da v glavnem, življenje te ustavi in lejte, vse te šole so potem drage. Včasih nas ustavijo samo na materialnem, ampak če te pa še pol na čem drugem, na zdravju ustavi, zato se splača ustaviti prej. No in zdaj pojmo še mečkano za konec na srčno intuicijo. Vsi imamo ta sporočila, lejte, ko nam srce govori. Srce ti govori, ampak takrat, ko si v tempu, ga ne slišiš, ga ne moreš slišati. Zato se ustavite, umirite. Kaj meni govori moja duša? Najlažje je iti preko mišičnega testa, kaj občutim in vidiš z mišičnim testom. In če se ne znate čutiti, ja, v tem primeru potem pridete k meni na svetovanje, da vam pomagam do tega, kje se je zataknil, da potem začnete spet sebe čutiti in lahko greste naprej. Tako da imejte se lepo, imejte se radi, postavljajte sebe na prvo mesto in dihajte. Ustavite se in kakšen dan, kakšno uro, kakšno minuto dovolite, da dihate.